Drage gledalke, dragi gledalci našega YouTube kanala Zgodovina slovenskega alpinizma oziroma drage poslušalke, dragi poslušalci našega podcasta Zgodovina slovenskega alpinizma, lepo pozdravljeni. V novi epizodi oziroma zgodbi sem ponovno z vami Peter Mikša. Naš današnji gost je frišen prejemnik priznanja Planinske zveze Slovenije za življenjsko delo v alpinizmu. Že samo priznanje nam pove, da govorimo o stebru slovenskega alpinizma, ampak naš današnji gost bi bil tako imenovani steber tudi brez tega priznanja, kajti njegov plezalni opus je namreč nespregledljiv. In če ravno je bil ta pogovor, ki mu boste lahko prisluhnili v naslednji dobri uri posnet že pred letom dni, je sedaj po moje nastopil najboljši trenutek, da vse izjemne zgodbe, ki so se mu zgodile na plezalni življenjski poti, delimo z vsemi vami. Naš današnji gost oziroma naš današnji pripovedovalec zgodb iz zgodovine slovenskega alpinizma je Kazimir Drašljar. Mikec, kot ga poznamo v plezalni družbi, je bil eden vodilnih alpinistov pri nas v 60-ih letih prejšnjega stoletja. V zgodovino našega, pa tudi svetovnega alpinizma se je zapisal z izjemnimi vzponi. Leta 1961 je v navezi z Alešem Kunaverjem prvi preplezal tako imenovani zadnji problem Triglavske severne stene. Govorimo seveda o mogočni sfingi. Sledile so številne težke ponovitve doma in v tujini. Med drugim sta Stanetom Belakom Šraufom leta 1964 kot prva Slovenca preplezala slavni znameniti Bonatijev steber v Driju. Bil je udeleženec številnih odprav. Leta 1968 je stopil na še neosvojeni, skoraj 7000-ak lunko v afganistanskem Hindukušu. Naslednjega leta, torej govorimo o letu 1969, pa je stal na vrhu skoraj 8000 metrov visoke Annapurne 2, kar je bil prvi z vrhom okronen uspeh Slovenije v Himalaji nasploh. Annapurna 2 je bila za takrat šele 27-letnega Mikca zadnja odprava. Zakaj je takrat nehal? Je sploh nehal? Kdaj je začel plezati? Kaj vse se mu je pri tem v tem plezalnem življenju dogodilo? Najboljše, da nam pove sam. Torej, začnimo z novo zgodbo iz zgodovine slovenskega alpinizma. Začnimo z prvim vprašanjem. Mikec, lepo pozdravljen. Začnimo s prvim vprašanjem, začnimo z našim pripovedovanjem, torej tvojim pripovedovanjem. Povej nam, kdaj in kje, kraj, odsek, si začel plezati, se ukvarjati z alpinizmom. Zakaj? Zakaj prav tam? Jaz mislim, da je bil prvi alpinistični tečaj, na katerega sem se vpisal, alpinistični tečaj na odseku Ljubljana Matica. Potem, zakaj? Jaz sem pristal v alpinizmu po eni epizodi v jamarstvu in med jamarjem sem pa pristal po tem, ko sem bil Kunaverjev tabornik. To se pravi, začeli smo na klasični gimnaziji kot taborniki, Pavel Kunaver nas je vodil po jamah in po hribih. Prva zadeva je bila potem, da sem se bolj spoznal z tabornikom Jurijem Kunaverjem, sem pristal med jamarji, potem pa počasi prešaltal v alpinizem. In sicer pri eni jamarski odpravi oziroma en takem spustu v Gradišnico sem spoznal Aleša Kunaverja, ki je takrat preizkušal en sistem za dvigovanje
ponesrečenca v steni in je prinesel en sistem škripcev in nekaj takega, da bi se to praktično preizkusili. So rabili enega, ki bi bil za utež, in ker sem bil ravno najlažji, sem bil jaz tista utež. In potem sva se z Alešem tako spoznala, potem pa rekel, da je potem pa pridi še malo plezat, ne? Potem sem prišel na Matico, smo imeli zelo zanimiv začetniški tečaj, ki ga je vodil, če se prav spomnim, Levstek. Bil je tudi Čara in smo se učili marsikaj. In potem se je ta zadeva po tistih prvih vzponih, ki so bili, mislim, da je bil to prvi vzpon sem imel z Alešem Kunaverjem v Koglu, in potem ostali so se obrnili, mene pa pobral še Petrač Janežič in so potem splezala še južno zajedo v Skuti, to je bil ognjeni krst. Potem sem šel skozi zvezni tečaj v Vratih, ki ga je vodil Marjan Keršič Belač. Tako nekako se je začel. Kje si največ plezal, treniral? Si sploh treniral v teh prvih obdobjih, v začetnem obdobju? Kako so potekali ti dnevi? Ste posebej plezali ali ste hodili v bistvu zaradi plezanja treninga zgolj v stene? Tisto, kar je bilo, mi da se s Tonačem Sezonovim sem imela eno skupno izkušnjo, obadva sva hodila intenzivno v telovadnico. Najmanj 2-krat na teden Narodni dom, in če si bil pol priden, so te kdaj povabili še v tisto slavno študijsko telovadnico zraven letnega telovadišča, ne? In to je dajalo moč in pa predvsem spretnost, ukretnost, pa tudi občutek ravnotežja. Tisto, kar je bilo pa kot sam trening, to se pravi, pel je turnc največkrat, a ne? In potem seveda še za virtuoznost prstov pa šance na Ljubljanskem gradu. To je bilo ponavadi vse, ne? Tam je bilo zanimivo, da ko zdaj mlada generacija, pač ko so vsi beli od magnezije, v tisti tam v eni luknji vzadej pod enim obokom je imela Nadja Fajdigova tudi en velik kos magnezije, in potem si lahko, če si bil zelo dober z njo, si kdaj tudi malo parkeljčke namazal s tisto magnezijo, da ni tako drsel, grifi so bili pa lepo mastni, no. Vsaj na začetku, na koncu sezone. Kakšno opremo pa ste uporabljali tedaj? Ste imeli že čelade, plezalne pasove, plezalke? Verjetno ne, torej sklepamo kovani čevlji, gojzarji. Si imel na začetku kaj začetniškega znanja? Oprema je bila predvsem domače proizvodne, a ne? Ni bilo to, da bi lahko šel v trgovino, čeprav je treba nekaj vedeti. Tudi takrat je bila domača proizvodnja v marsikaterih zadevah. Elan je delal marsikaj, Alpina je delala tudi marsikaj. Vrvi so bile že takrat, ko smo začeli, so bile najlonke. Jaz sem sicer predvsem pri jamarjih spoznaval še vedno konopljo, ampak takrat, ko sem jaz začel, se je končala era tistih znanih ameriških zelenih najlonk, vojaške vrvi, ki so bile do tistega časa, ko sem jaz začel, že uporabljene. In so začele prihajati najprej vite vrvi. Moja prva vrv, ki je bila neka italijanska,
mislim, da je bila Lilion ali nekje eno tako vlakno, čudovita špaga, tako trda je bila, da sploh ni bilo treba, se jo samo prslonu, pa se lahko po njej gor splezal. Potem so se pojavljale, so se pa že takrat, so bile bolj redke, pa bolj dragocene, pa že te vrvi modernih konstrukcij, ne vite, ampak vrvi z jedrom vlaken v pramenu in z vpletom. To se pravi tisto, kar so potem takrat imenovali Kernmantel. Avstrijske, to se pravi Edelweiss ali pa potem nemške Edelrit. In pa seveda takrat se je začenjala tudi neka produkcija vrvi, za katere je skrbel profesor Avčin. In te vrvi so delali v Zadru, mislim, da je bila Otočanka, ampak kaj daleč s temi vrvi potem niso prišli, smo v glavnem ustali na uvozu šverc-komerc. Je pa enkrat uspelo komisiji za alpinizem preko sejma Alpe Adria uvoziti, meni se zdi 200 vrvi in tudi takrat je bilo to zelo veliko. Kar se čevljev tiče, Alpina ali pa cela vrsta ljubljanskih čevljarjev, Mivka, nek čevljarjev je bilo, ki so potem to dosti dobro delali. Čevlji so bili bolj masivni in so bili namenjeni tako hribolazenju kot smučanju. Sprav običajno so imeli kaj bolj široke sprednje konice, tako da se je dal to pripeti tudi v smuče in se je potem to uporabljalo. Je bilo pa seveda nekateri, predvsem po moje pod vplivom Sandija Blažine, so pa nosili tako imenovane plezalnike, ali takrat so jim rekli škarpučini, ki so po moje izhajali iz Italije. Marjan Kerhič-Belač je ponosno hodil v takih črnih, zloščenih škarpučinih, pa seveda kot sem Sandija videl tudi. Drugače smo pa pač slačali v tistih bolj debelih čevljih. Še ena zanimivost, če si zbal recimo toliko in toliko čevljev na leto, je bil to velik strošek, da je to običajno si nekje potem kam hodil delati. Jaz sem pa to srečo, da sem poznal tam v Želimlah enega čevljarja, ki je pri Usnu, ki smo ga dobili pri Koteksu, je potem zelo umetelno izdelal marsikakšen čevelj in sem hodil k njemu in potem naenkrat je rekel, čak, zakaj bi jaz zate delal, tukaj se used zraven, pa boš sam dreto vlekel. In so potem sedela na tistem nizkem stolčku. On je za en škarpet vlekel drekto, za drugega sem pa jaz, jasno, tako s pomočjo, ampak tako da. To je bilo z opremo, zelo veliko nahrbtnike smo si delali sami. Takrat so prihajali potem Savinčevi nahrbtniki iz tiste delavnice, ampak potem je bilo še seveda na drugega izvora, ali pa tisto, kar si vzel pač doma, malo na kakšnem šivalnem stroju z obrtniki. Takrat je bilo v Ljubljani zelo veliko obrtnih delavnic in če si se dobro razumel, so ti marsikaj tisti slavni mojstri naredili. Kdo pa so bili tvoji vzorniki? Vsak ima neke svoje vzornike, ki pomembno vplivajo na njegov kjerkoli že razvoj. Lahko našteješ 3, ki so te na nek način naredili kot alpinista? Ja, tukaj je bil seveda, po Alešu smo se zelo veliko, saj takrat spogledovali. V tistem času, ko sem jaz začel, je bila ena taka, po mojem, ena luknja, saj bom rekel v Ljubljani ali pa na Matici. Ta generacija, ki je
pisala velike knjige, tudi zelo veliko novega naredila, ki je uvedla pravzaprav tehnično plezarijo, ne. Kilar, Levstek, Šara, da ne še cela vrsta več ljudi je bilo, je takrat odšla. Diplomirali so in so se porazgubili po službah. Ne? In je potem nastala en taka luknja, to se pravi, takrat sta bila dva, ki sta svetila, to sta bila Aleš Kunaver pa Ante Mahkota. Ampak drugače je bilo pa, takrat je bila zelo znana knjiga Trije zadnji problemi Alp, a ne? Heckmajer in pa ta orientacija v Francozih, a ne? Francozi so majhen kasneje prihajali, ne? Ampak v glavnem takrat smo bili tako, Herman Bull, takrat smo vsi sanjali malo bulovstvo, ne. Sej znano je bilo tisto, ne, da ko je Bull prišel sem, ne, ampak to je bilo preden sem je začel, ko je Bull predaval v Ljubljani, je hotel tudi nekaj splezati in so potem nekako Aleša določili, ne, da mora iti z njimi, samo da potem splezala Rasjalovca, če se prav ne motim, ne. In Aleš je takrat rekel, ja, to je bilo pa za videti, kako se pleza, pa tudi Aleš je bil zelo spreten plezalec. Večkrat je bil tvoj soplezalec izjemen, izreden vizionar slovenskega alpinizma Aleš Kunaver. Kakšen je bil? Kako sta prišla sploh do skupnega plezanja v svingi, ne? Najbolj znani v bistvu liniji, ki te povezuje z njim? O Alešu lahko govorim v tistem obdobju, ko ga poznam. To se pravi, ko sem se jaz začel s plezarijo ukvarjati, je Aleš že bil zrel plezalec. Mnogi od njegovih tistih pravih soplezalcev so poniknili. Mick Pintar je odšel pač za profesorja v Kanado, Jeglic je tudi s svojimi stvarmi ukvarjal, Ante je postal bolj konkurenca, ne? In potem sva bila v določenem obdobju, sva se zelo zbližala, imava tudi nekaj dobrih zgodb za sabo. Bil je zelo dober plezalec. Bil je tudi izredno močen plezalec, zelo masivno konstitucijo, to se pravi, je lepo prenašal vse napore in bil je zrel kot človek. Nekaj velja, ne, če, kako Nemci rečejo temu, Kinderstube, ne. Izhajal je iz družine, ki je bila intelektualno močna. Veliko manj se ve sicer o Henrieti Kunaver, to se pravi o mami, ki je bila zelo pomembna gospa, ki je bila v ozadju, gospa, ki je lepo igrala klavir, gospa, ki je znala eno vrsto jezikov in ki je dajala polituro. Nekaj, kar ne paše čisto v ta kontekst, ampak ko sem enkrat eni svoji simpatiji želel podariti eno tako kuhinjsko zadevo, je potem rekla, hej, moj ljubi, ne, prav, ljubeznim se nikoli ne podarja kuhinjskih pripomočkov, ne. In cela vrsta takih drobnih pripomb
je prihajalo v dne in to se je Alešu poznalo. Aleš je govoril celo vrsto jezikov in je imel tisti diplomatski nastop premišljen, vedel je, kaj dela. Bil je zelo inventiven in je izdeloval skozi opremo. Recimo, zelo zanimivo je bilo takrat, ko se je pripravljala prva jugoslovanska odprava, takrat je bilo treba domisliti in izumiti skoraj da vse. Od šotorov, čevljev, cel vrsta drugih zadevšen, vseh postopkov odprave. In to je v veliki meri visel na 3 ljudeh, Alešu, Zoranu Jerinu in pa Anteju Mahkoti, ker tudi Ante je bil izredno organizacijsko sposoben. Druga stvar so bile njegove organizacijske sposobnosti in tukaj se je potem peljalo tisto, ko se je izoblikoval kot plezalec in potem v končni fazi tudi kot vodja odprav. Ker je imel kot vodja je imel eno zelo zanimivo lastnost. O vseh problemih se je dalo pogovarjati in smo se pogovarjali na dolgo, na široko. Potem, ko je bilo dogovorjeno, ko smo se dogovorili, tako mora biti, potem je bil pa brezprosen tiran. Takrat je bilo treba tisto izvesti. Konc. To ste se zmenili, zato smo se zmenili in zdaj se to dela. Konc. Tukaj pa ni bilo govora. Tako da za sabo je pustil zelo globoko sled. Mi, da so se potem v določenem obdobju razšla, vsak so imela pol svoje interese, ampak sled, ki jo je pustil, je pa globoko. Gremo zdaj na Svingo. Zdaj pa, v bistvu prvo vprašanje je, kako si sploh prišel do plezanja z Alešem v tej liniji? Zelo enostaven, kako je Aleš prišel do mene. Aleš je bil takrat, je bila, v bistvu takrat, ko sem jaz prišel celih zgodbi za Svingo, sta bile pravzaprav 2 varianti. Ena varianta je bila tam, ker poteka seveda Antejeva smer, in druga varianta je bila seveda ta, ki jo je Aleš začrtal. Sej so že veliko predtem poizkušali na raznih koncih in potem je bila tako ena rahla tekma med Alešem in pa med Antejem, kdo bo prišel svojo ekipo prej čez. Jaz sem bil v Aleševi ekipi, Antejeva ekipa je bila malo bolj široka. Tam je bil potem še Tunač, Nadja, potem tudi Ščetin in pa mogoče še kdo. Ne vem, tukaj sva pač z Alešem praskala sama. Kako pa je potekal ta uspešen vzpon leta torej 61, tisti dan, kako je bilo vreme, počutje na koncu? Midva sva imela 3 poskuse. Eden je bil že leta 69, takrat sva imela 3. Šla sva po Prusiku noter, ker tam bi bilo več možnosti ali priti do Rogovih, skratka, ampak ta del ima malce neroden dostop, ali pa vsaj takrat je bil ta dostop malo nerodno odprt. In takrat sva ugotovila, da v enem določenem delu, bodi si zaradi varnosti, deloma pa ker se ne da pač naprej, ali pa se tehnično nismo bili sposobni tistega splezati. Deloma zaradi
stvari v glavi, ne. Deloma potem seveda zaradi opreme, pa in ker stvari se v prvenstveni zadevi drugače pleza kot pri ponovitvah. In takrat sva ugotovila, da bi dal treba verjetno nekaj navrtati. Aleš je imel že sicer pripravljen en sveder, to je bila taka vinta, pa sveder za kovino, in to seveda ni šlo. Potem sva leta potem 61 po odpravi po trisulski odpravi sva potem najprej poskušala tako, da bi mogoče se izognila tistemu neprijetnemu sprehodu po Prusiku, ker se tam nekaj podiralo, in so se potem z vrha spustila do tistega bivaka, po tistem prvem takem neprijetnem vstopnem delu. In takrat so že potem imela določene stvari, to se pravi en sveder, ki so nam ga skovali, to se pravi Biomate in Ljubljana. Svedrovce sva naredila iz teh zidnih žeblov, tisto, ki se reče Mauerhaken, z enih obročkov, in to je bilo tak klint, ki je bil malo priostren, dolg 3-4 centimetre, z čist mehkega železa, tako da če si ga dobro zabol in da je luknja zdržala, je bil potem nekako zakovičen not, se prilagodilnine, optimistično je držalo. Ne. Pravijo, da nekateri se še vedno na tisto obešajo, Bog jim grehe odpusti, ampak je pa fajn, pa kaže, da je bila kvaliteta vendarle visoka. S tem sva potem pri drugem poskusu sva nekako rešila tisti srednji del. Potem ker pa sva se po špagi pripeljala praktično, čez to se je dal že nekako oceniti, bo šlo, kako bo šlo naprej. In zato, da ne bi bilo prehudih Antejevih očitkov, smo potem se lotila drugega. Pri tem drugi ponovitvi je prišlo pravzaprav do tega, da sva midva takrat letela na vrat na nos noter, zaradi tega, ker se je razširila govorica, da je Ante tudi tam noter. In da se stvar ne končala tako, kot se je, ne. No, ampak sva midva nabijala takrat noter, se je izkazalo, da sta Ante in Nadja obupala, sta šla na Kredarico na kosilo in sta nama na vrh Prusika pustila en kos špeha. In potem, ko sva midva tudi obupala, pa sva se spustila dol, pa sva šla po Prusiku ven, sva prišla do tistega špeha tudi. Tretji poskus je bil pač čist tako, da pač poskušava v celem, to je bilo potem v jeseni, sva pač šla po Prusiku gor in potem rešila tiste zadnji del in zlezla ven tako. Fino je bilo, ker nekaj časa sva kar po štirih hodila tam gor, preden sva se tako. To je bilo, takrat je bilo, pač je to odmevalo, bil en tak, en tabu je padel, en tak, pol so Mojstrančani tisti raz naredili, Ante je potem malo kasneje, tako da to je bila zgodba svinge. Je bilo pa še, ne vem, jaz sem zdaj za to knjigo za Dušico sem pisal še nekatere take zgodbice iz te svinge, ena mogoče, ki je zelo zabavna,
takrat na tistem zadnjem bivaku, tam, ko je bilo že jasno, da so imeli že nad sabo nabit, potem bilo samo še malo za v tisti kamin. Nama je ostalo še kar veliko časa, ampak takrat v tisto leto so išle španske romance, romanciera pri Kondorju. In midva sva imela tisto romanciero, tisti broširan izvod, tiste knjižice, so imela s sabo v nahrbtniku, kar je Aleš odkril in je bil čist navdušen. Je prevrtal luknjo skozi knjigo, na vozlu so imela potem pripravljeno in so zvečer pri bivakih tiste pesmice prebirala ali pa recitirala na glas. No in potem pri tistem zadnjem bivaku, ko so bila že majhen evforična, so potem imela literarni večer, pražila sva salamo na sveči in na glas recitirala tiste zgodbe. In iz tistega je tudi potem nekaj, kar mi je vedno ostalo v spominu in je potem o tem tudi Šrauf veliko govoril, kadar je kaj rekel, da mora kaj povedati o španskem grofu, je to iz tiste noter, del odgovor, grofi dobri, takle je odgovor, da sem se zarotil in zaklel, sem pri mašnih bukvicah, da telesa ne odreščem ženski, ki me prosi zanj. To je bila ena od tistih balad in to je tisto od tega španskega grofa, je to Šraufu edino ostalo in kadar je kaj v španskem grofu govoril, to pomeni. To je bila ena od tistih, da ni bilo vse tako grozovito resno, ampak je bilo tudi, smo si privoščili tudi neke neresnosti. Pa če gremo sedaj malo spet izven svinge, še v druge tvoje, kar veliko je teh plezalnih vzponov, ki si jih še naredil. Veliko se jih je nabralo, tako doma kot na tujem. Kateri tvoji vzponi so se ti zdeli najtežji? Zakaj? Lahko izpostaviš mogoče kakšnega? Ne vem, jaz tako, da bi mi šlo res pri kakšnem vzponu res za nohte. Jaz sem bil v bistvu zelo previden in nisem zelo rad hodil po robu svojih zmogljivosti. Jaz sem pred vsakim vzponom recimo umiral od strahu in od treme. Med samo plezarijo pa se mi je zdelo tako vse skupaj, da le ni tisto, kot sem pričakoval. Tako da težko rečem, ki je bilo kaj takega. Tisto bolj kot kaj je bilo posebnega, so bili seveda nekateri vremenski obrati. Tisto, kar je bilo značilno za najine vzpone z Alešem, je bilo to, da sva vedno videla, kako se reče, hudiča. Že pri prvem, recimo na Driju, je takoj, ko sva prišla iz zapadne, Fas West, se je močno poblačil, potem se je začel pa tisti značilen drijevski vihar in vse, kako je v tisti knjigi Prvi v navezi, opisujejo, kako lahko razbija po Driju in sva dobila svojo lekcijo. Prvič, tisti električni sunki, ki so bili, premetavali je, bliskali se je in potem niso vedela, naj jo je zadel ali naj jo ni zadel. In to je trajalo celo noč. Potem sva nekako mogla iti čez severno steno dol. To je bilo v Driju. V Svingi je ravno tako bil en tak vihar tam sred stene, ko sva bila
Kapusenu, je bilo zjutraj tudi po prvem bivaku, tam malo pod vrhom, je bilo tisto tako značilna rdeča zarja, ne? Nemci so temu rekli, kako Morgenrot Abendtot. Ne? No in ko so prišla gor, na vrh je bil že juhuhu, ko so se spuščala v tist kuluar tam dol, je bilo že tudi kar malo divje, vspodaj je bil pa sneg, en tak snežen vihar in so potem sred ledenika, bila sva na Col d'Ijionu, so imela šotor, so potem nekako na pol stoje bivakirala. To so bile bolj take zadeve, ki so bile, ker je šlo malo za nohte, ne. Drugače, dobro, tisto, kar je bilo, kar se mi je zdelo najtežje za plezati, je bil prvi raztežaj v rdeči zajedi, tisti mi nekako ni ležal tam. Drugače pa mi je še kar šlo, no. Kateri tvoj vzpon, Mikec, pa šteješ za svoj največji dosežek? Ne nujno najtežji, najvišjih ocen. Zakaj? Tukaj je tako, ne, ena stvar so tisti vzponi, kjer je res težko in uživaš v tem, kar je težko, in druga zadeva, kjer uživaš, kar je lepo. Ne? Eden od takih res lepih vzponov je bil en solo vzpon v enem pozno poletnem dnevu v tistem grebenu Oltar Rokav Škrlatica solo. Začel sem v Martuljku in končal sem v eni luknji tam dol pod bivaku na Štir in je bilo sanjsko dejansko. Takrat so bili hribi prazni, zjutraj nekje sem slišal Uroša Zupančiča, ki so se nekaj zavpila in potem sem po tistih cigarah telovadil čist sam v krasnem vremenu, res taka uživanska tura. Ne. Drugače pa, kaj s tem, zelo lep vzpon je bila rdeča zajeda, ne, v Rakovi Špici iz Šraufom. Komičen vzpon je bilo, ko sva v zelo zgodnem času plezala iz Tonačem rumeno zajedo, takrat, ko se še ni uporabljalo takih praktikablov in je potem Tonač, zato da je lahko tisti zadnji previs zlezel, nekaj časa se sprehajal po moji glavi. Jaz sem pol večkrat omenil, da je pač Tonač edin, ki je hodil, da jih je bilo veliko, ki je hodil mi po glavi, ampak Tonač je bil edini, ki sem mu to dovolil. Ne. Je pa nekaj, ne. V določenem času sem pač hribe in to odmislil in s tem zelo veliko teh stvari je potem na pol hote šlo v pozabo. Je kakšen vzpon, ki ga nisi opravil, se ga nisi lotil, pa bi si želel, ne, danes, ko pogledaš nazaj, ali pa že v tistem času si vedel, da si želiš, pa ni prišlo do tega. Imaš kakšnega vrh, steno? Ja, da. Grand Joras Valkar. Midva sva bila iz Šraufom, že spodaj. Mislim, da sva bila takrat zrela, da bi ga, to je bilo po Driju, sva bila na Lešoju že z vso opremo in našpičena, ko sva zjutraj odprla bivak ven, je bilo do kolen snega, Valkar je bil zafrajhan, pa dopust je bilo konc. Tako da. Plezal si v Himalaji, v Hindukušu, v stenah Špicbergov, granitu Alp, doma, tako po zimi,
kot poleti. Kaj ti je bilo v alpinizmu najbolj všeč? V katerem načinu plezanja, stilu si se najbolj dobro počutil? Seveda. Tisto, kar me še vedno zaskomina, je tisti lep rmen granit v Šamoniških iglah. Grand Capissen, kakšen Midi, ki je v iglah tisti masiven, rumen granit. Tisti, kar lahko plezaš, tako bi rekel, na junaško moč. Pojdimo sedaj na drugo tako pomembnejšo točko, prelomno točko v tvoji plezalni karieri, vsaj navzven tako deluje v slovenski plezalni družbi, če pač pogledamo plezalne vzpone in jih povežemo s tabo. Prva je vsekakor Sfinga, druga pa je v bistvu odprava na Annapurno 2 leta 1969. Govorimo o tretji, tako imenovani jugoslovanski alpinistični himalajski odpravi. Govorimo o vzponu, ki je Jugoslaviji oziroma ko je Jugoslaviji oziroma Sloveniji le dobrih 60 metrov zmanjkalo do magičnih 8000. Annapurna je namreč visoka 7937 in v bistvu le malo manjka do teh, skoraj ji manjka do 8000 in v bistvu ti si bil med tistimi, ki so vrh osvojili oziroma ste pristopili na vrh. Kljub za tiste čase največjemu uspehu slovenskega oziroma jugoslovanskega himalajizma, pa je ta odprava in ta uspeh, ta vzpon na nek način danes pozabljena zgodba, precej pozabljena zgodba. A nam lahko poveš kaj več o tej odpravi? Kako je sploh bilo iti na odpravo? Kakšno je bilo potovanje? Znana je ta zgodba potovanja, morda malo več o tem, kako je potekal sploh vzpon, kakšno je bilo počutje na vrhu in tako naprej. Prvo, kar je treba povedati pri odpravi na Annapurno, to ni bila odprava na Annapurno, ampak je bila prvič planirana kot dokončanje projekta Kangbačan. To je bilo treba takrat narediti, ampak v tistem času je bil pomen slovenskega alpinizma za nepalske uradnike nič. In vsa stvar je bila pač v tistem stilu. Take it or leave it. Tole ti damo, pejt ali pa pust. Tako so nas tudi takrat tretirali. Vse stvari so se začenjale pravzaprav tematsko ali pa organizacijsko kot predhodna odprava, ki je bila društvena odprava Ljubljana Matica v Hindukuš. In tudi en dobršen del jedra te odprave na Annapurno, zdaj ko smo že pri Annapurni, je izviral iz tiste ekipe takrat za Hindukuš. Ideja je bila pač enostavno, želja je bila, to se pravi, takrat je bilo ni bilo mogoče spraviti 3 odprav v Himalaju v enem letu, ampak so se na 3-4 leta se dali organizirati eno odpravo. Te odprave so bile takrat velike, kajti Himalaja je bila daleč in Himalaja je bila draga. Zdaj, ob tistem času je bilo za tiste, ki smo bili bolj beraški, je bila možnost, ki so jo, mislim, da začeli Čehi, potovanje z avtomobili. Stvari so se stabilizirale, Turčija je bila stabilna,
Iran je bil stabilen, Afganistan je bil stabilen, Pakistan je bil stabilen, Indija je bila stabilna in se dal potem lepo pripeljati z ne veliko rizika v te kraje. Ne? Prve odprave, tiste, ki smo bili odprava v Hindukuš, je bila proba, da se to da narediti, in potem Kunaver je pa takrat delal v avtomontaži, poznal je ljudi v Tamu, v IMV-ju, in smo potem dobili en kamion in pa 2 kombija. Roba je šla na kamion, moštvo je šlo v kombi, vodja odprave šel pa na avion urejati stvari v Katmandu. Ne? In potem se je bilo treba pripeljati. Annapurna je bila pravzaprav odprava 3 odprav. Prvič od Ljubljane do Katmanduja s kamionom, drugič iz Katmanduja v Ljubljano s kamionom in tretjič potem iz Pokre na vrh Annapurne pa domov. Ne? Zdaj, ta zgodba je bila zanimiva. Imeli smo moštvo v kombijih in 2 tipa v kamionu, ki sta potem vozila ropotijo. Zagnani vozniki so potem razbili en avto v Turčiji, ker je naš botanik Tone Vraber malo prehitro pripeljal v en ovink, se je malo ustrašil, pribremzal in potem smo bili na strehi. Jaz sem bil takrat seveda not v tistem avtomobilu, kako smo se prebračali, ne vem, zbudil sem se na trebuhu na strehi pa. Drug avtomobil je šel k vragu malo pred Delijem, ker so se zabili v en voz z mahagonijem, tak na 2 kolesa pa 2 vola vspred. In potem je bilo treba narediti nekaj čarovnij. Te čarovnije so bile v tem, da je bilo treba robo, ki je bila v kombijih, spraviti v kamion. Kamion je bil pa zaplombiran. Ampak bogata krpanovska tradicija je omogočila, da kljub resni indijski carini smo višek tiste robe vendarle spravili pod plahto v kamion, ne da bi to indijska carina ugotovila. Ampak to smo pač imeli izkušnje pri kontrabandu, kateri se s tem seveda bahajo, ampak mi se nismo nič. Potem je bila pa nadaljna zgodba. Vstal je kamion, zaplombiran, in potem je bilo treba pripeljati vso opremo, kajti na kamionu, takrat v deželi ni bilo, v Katmanduju nisi mogel kupiti opreme in seveda hrane v Nepalu ali pa dovolj kvalitetne hrane za eno tako odpravo ni bilo. Prva in druga odprava so hrano poslali z ladjo, to je trajalo del časa, mi smo pač peljali to vse s sabo na kamionu in so imeli ves čas pregled na celo robo in ropotijo. In zdaj je bilo treba iz Delija pripeljati vso to zadevo v Katmandu, ker fantje pač, mislim, tudi rezervnih gat niso imeli in jih bilo treba, in je bilo dejansko odvisno od tega, ali bo kamion prišel pravočasno in ali bo sploh kamion prišel. In tisti prevoz je bil že ena posebna avantura. Avantura zaradi tega, ker nismo vedeli, kje se gre sploh, ali je most čez Ganges, ali je tam neki brod, ker so nam pač rekli, da se da čez dobiti. In drugič, to je bilo pomonsunsko obdobje in cela vrsta cest je bila ali razmočenih in tako naprej, in tisti zadnji del pred mostom čez Ganges je bil čista avantura.
Spustili so nas policaji čez, ker smo rekli, ker so nas vprašali, koliko tehtamo, smo rekli 5 ton, ampak 5 ton je tehtal tovornjak, pa 5 ton robe. In je bilo res, cesta se je guncala, levo in desno so bili kamioni do osi v blatu. In mi smo končno pripeljali tisti kamion čez most, čez Ganges do nepalske meje in končni fasi v Katmandu. To se pravi, ena odprava je bila končana. Drug del je bil v tem, kar zdaj, to je slavni trek okoli Anapurne. Pomonsunsko obdobje, večina mostov je bila podrtih in na nekaterih mestih je bilo zelo težko spraviti ropotijo in nosače tam noter. Mislim, nekaj čez 100 nosačev. Poleg tega je bila takrat še v deželi še drug problem, in sicer, da v teh zaprtih dolinah ni imela vlada popolne kontrole, ampak so bili kampe, to se pravi tibetanski uporniki, ravno v Manangu, v tej dolini, so določali oni, kdo bo prišel, in smo imeli na enem določenem koncu, so pač se pojavili. Na srečo je naš zdravnik, to se pravi dr. Andlovč, še potem jih nekaj pokrpal, založil zdravili. Mi smo prešvercali zveznega oficirja in potem smo prišli pač do vznožja. Sama Anapurna 2 je bila že preplezana, to se pravi, mi smo opravili drugi vzpon. Problem Anapurne je v tem, da je dostop na vrh Anapurne 2 preko enega dolgega sistema. Najprej pelje na dom, potem proti sedlu pod Anapurno 4 in potem iz tistega sedla malce navzdol pod Anapurno 2. Mi smo v tem delu ravnali čist po tistih ekspedicijskih principih, razdeljeni v skupine, in je ta stvar lepo nadaljevala, smo napravili tisto pot. Potem pa seveda, ko si toliko časa na višini, se začenjajo izpadi v moštvu. In potem so seveda odpadali en, drug, tretji, imel take ali drugačne težave. Jaz sem imel zelo malo težav, Matic je imel tudi malo težav, to se pravi, tam 4-5 nas je ostalo, ki smo potem izpeljali tisti zadnji del. Na vrh je bila potem skupina 5 ljudi, ki smo bili na tistem sedlu pod Štirico. Aleš, doktor pa Lojz Golob so potem dobili Štirico, ki so jo pred nami oziroma v istem času nekako Čehi približno dobili, ampak oni so spravili enega človeka, enega šerpo na vrh, pri nas so prišli 3 ljudje, šerpam se pa niti ljubili. No in potem vrh je bil zanimiv, midva sva se odpravila nekoliko pozno, imeli smo težave s kisikom. Takrat smo še mislili, da moraš pač s kisikom, ampak počasi je že postalo jasno, da se tudi brez kisika da. Jaz sem takrat zelo hitro izgubil kisik, zaradi tega, ker je prišlo do okvar na ventilih. In tisto, kar je bilo najhujše, je bilo v tem vdihavati redek zrak skozi tiste ozke ventile.
In to me je bolj izčrpalo in največje olajšanje je bilo takrat in tudi presenečenje zame, ker po nekaterih tabelah bi mogel takrat, če dam tisti nagobčnik dol, takoj umreti, ne. Po drugi strani je bilo pa ekstremno olajšanje in se dal naenkrat zelo lepo hoditi brez maske. Ko sem pa zabrisal še tisto piksno preč, je bilo pa sploh nebeško tako. Prišla sva na vrh v mraku, a ne, in je bilo krasno, ker se je videl razgled dolke proti Indiji, mesta, polna luna je bila in potem sva v tistem času potem se lepo spuščala in prišla potem nazaj v Tabor 6. Jaz sem jo staknil po prstih, predvsem iz enega razloga, zaradi dehidracije. Ko se je prva ekipa, to se pravi v ekipi, ki smo bili Tonač, Klavdij pa jaz, ko se je podrla, sem se pač umaknil v trojko in tam sem seveda bil v oskrbi našega kuharja, ki pa je zajemal vodo iz tabornega stranišča in to je imelo seveda določene posledice. Ta najhujša posledica je bila seveda, da je prišlo do dobre dehidracije, ki jo pač nisem dopolnil in potem je to stvar rešil doktor, ki je imel na 6000 metrih bolnico in sem dobil kompletno infuzijo. Dobesedno sem se počutil tako, kot bi me takrat eden napihnil. Tako da sem bil potem naslednji dan že čisto lepo funkcionalen. Odprava je potem na ta način uspela, smo se stvari pospravili in potem lepo odpotovali nazaj. Tisti povratek, to je bilo pa sploh nič špas. Že začel se je z divjo proslavo v bazi. Imeli smo cel pršut, šerpe so naredili torto. Ko sem se vračal s hriba dol, sem zagledal 3 ženske, ki so nosile gor ene kanistre, na katerem je pisalo Castrol Oil, ampak tam ni bil noben olje noter, ampak je naš srdar zrihtal 3 kanistre rakšija. Tako da je bila proslava je bila popolna. In potem so naši šerpe proslavljali do Pokre nazaj, tako da je bilo zelo lepo je hoditi nazaj, če ti odprava uspe. No in potem seveda jasno nazaj do Ljubljane. Jaz sem potem od Delija naprej sem že tudi vozil, do takrat do Delija je bil Cicko sam na kamionu, ker so bili avtomobili razbiti, ne. Smo potem s kamionom prišli do Delija, posadka je bila potem vzadej na kamionu, vspredaj sta 2 bila, potem v Deliju smo dobili popravljen en kombi, na turški meji drugega razsudka, tako da smo veličastno prišli s 3 vozili v Ljubljano nazaj, od katerih je bilo eno vozilo zelo v zanimivem stanju. Dohtar in Jerin sta vozila, midva s Cickotom sta bila v kamionu, tam je bilo gretje. Ker to je, vračali smo se pa skozi zgodnjo zimo, ne. In Anatolija je bila mrzla, k vrak. Tudi potem Jugoslavija je bila veselo mrzla. Ta razbit kombi brez šipe in brez vrat in sta vozila, sprednjo šipo je imela, stranskih mislim, da ne. Tam sta vozila Jerin in pa Dohtar.
jasno v kompletni puhasti opremi, s čeladam in z očali in tako naprej, in sta tisto kripo pripeljala v Ljubljano, tako da zadeva je bila popolna. Naslednje vprašanje mi je osebno zelo zanimivo. Ne? Govorimo o letu 1969, star si 27 let, pristopiš na Annapurno 2, ki je skoraj 8000, ampak na naslednji odpravi na Makalu leta 1972 leta pa te ni več. Glede na to, torej, da si bil pristopnik, zakaj te ni bilo na naslednji odpravi? Si nehal resno plezati ali bil kakšen drugi razlog? Kaj ti? Leta 72, 75 in takrat, torej, ko se začne ta zlata doba slovenskega himalaizma, si na nek način v današnji perspektivi bil v najboljših letih za Himalajo. Malo težko govorimo o nekaterih stvarih, ampak jaz sem potem odstopil. Jaz sem bil kandidat za odpravo, ampak sem potem odstopil. Nekaj časa je trajalo, da so mi poflikali umrzline. To je bilo, na nogah je še v redu šlo, ampak potem te plastike, ki sem jih staknil, oziroma ki so jih potem delali, so bile kar zelo boleče. Celotna tista procedura, tistih 21 ali 22 postopkov reševanja rok med potjo, ni bilo ravno zelo prijetno. Kot en tak neprijeten občutek je ostal. Tukaj je pa potem še kar nekaj časa trajalo vse tiste plastične operacije, potem so se tiste plastike odpirale in tako naprej. Potem so pa začele se tudi še stvari komplicirati, ker je bilo treba pa skrbeti malo še za akademsko kariero, in če si na urniku, pač si na urniku in si ne moreš pač privoščiti tega in onga. In potem si nekako razdvojen med tem in drugim. Nekaj posledic mraza, ena taka alergija na mraz, ali pa ko sem 71, takrat 72, sem pač bil na Danskem, drugi so lepo trenirali, jaz sem pa seveda delal magisterij na Danskem, ampak sem bil seveda v kontaktu z danskimi planinci. Tam je bil Rotovnik, Hrvat, in smo trenirali pozimi v tistih klifih na jugu Švedske. In takrat se je izkazalo, da v mrazu mi roke ne delajo več. In potem je prišlo še do enih par takih konfliktov in potem sem enostavno ugotovil, da boljš, da neham. Pa se bolj počasi nehalo to. Potem se je nehalo pač zaradi tega, ker padeš iz klape. Tisti, s katerimi bi jaz šel plezat, za tiste sem bil prešvoh, za tiste, ki bi šli z mano plezat, pa ni imel ta pravega vica, potem se pa stvar neha. Sem se začel pa z drugimi stvarmi tolažiti. Za zaključek eno vprašanje, ki se tiče vsakega, ki je nekoč plezal, ki se je ukvarjal s tem, ki ga je ta dejavnost posrkala v sebe. Od tvojih začetkov do v bistvu vsega, kar si dal skozi, si zaključil s plezanjem. Ali sploh alpinist kdaj preneha biti alpinist? V glavi ja, v telesu manj.
Ne? Glava te še vedno nosi in to zna biti včasih nevarno, ne? Ker ko te zanese, ne? Je pa zanimivo, ne? Bil sem zdaj že v tej veteranski zgodbi, parkrat v enem mednarodnem sodelovanju skupaj z Smarovci, z temi tam mladimi, in potem je nekaterim zazdelo, da bi bilo imenitno, da bi skupaj kaj splezali. No in potem, ko smo bili v Paklenici, so me potem povabili, ne, da bi šel neki, in sva šla in je bilo krasno. Je bilo krasno, tisti občutek, je še vedno ostal, ne. Tista finesa je šla k vragu, ampak potem je bilo treba tisti ogenj malo pogasiti. Mikec, najlepša hvala za vse te tvoje zelo zanimive in iskrive odgovore. Vam, dragi gledalci, drage gledalke, drage poslušalke, dragi poslušalci, pa hvala za pozornost, hvala, ker ste bili z nami in se vidimo kmalu. Srečno.